Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Mesec je naokrog, verjeli ali ne, tretji ponedeljek v aprilu smo že in ja, čas beži, ne? Tako da je znova čas za oddajo o zdravju s Alenko. Lepo pozdravljeni, gospa zdravnica, ste v redu, da vas tako vprašam po domače? Sem spomladansko v redu, hvala. Vas že kaj razganja pomlad? Čutite jo, čutite to pomlad? Verjetno zdaj trenutno bolj čutim to spomladansko utrujenost kot neko razganjanje. Upam, da še to tudi pride, no. Se z pomladnimi dnevi poveča obisk v vaši ambulanti sicer? Ne, praviloma se malo zmanjša po tistih zimskih virozah, zimskih prehladih, kar malo pade frekvenca. Seveda so še vedno to kar visoke številke, ampak niso pa več tiste grozne, ki so včasih res nepredstavljive že skoraj, ja. V glavnem, najina osrednja današnja tema je ščitnica. Tako je. Ne, veliko ljudi ima. Se mi kar zdi, da ljudje jamrajo, ne? Imajo kar probleme s to nesrečno ščitnico, ki je v bistvu, ne, kot sem si sedaj to malo pogledala, ne, na internetu, in to je en taki mali metuljček, od katerega pa je veliko odvisno, ne? Jaz sem tudi pogledala ene podatke in je zanimivo, da bi naj imelo z ščitnico težava približno milijarda ljudi na svetu, ne. To je kar dosti, ne. Je pa ščitnica en taki res relativno mali organ, ki ga imamo tu spredaj, spodaj na vratu, taki kot en metuljček, razprt, objema naš sapnik in naš požiralnik. In ta organ, čeprav taki ne preveč velik, je izjemno pomemben, ker vpliva na presnovo čisto v vseh celicah v našem telesu in v bistvu vpliva na čisto vse, kar se v našem telesu dogaja. In ko je nekaj ščitnico narobe, je potem to mi čutimo, seveda imamo razne težave ob tem. Pravzaprav sploh ne pomislimo na to, verjetno, vse meni se zdi recimo, da je zadnje, ne, ko pomislim na ščitnico, ne, ki bi lahko bila vzrok recimo za kakršnokoli slabo počutje tudi v bistvu, ne. No, mi zdravniki pač, mi o tem dosti razmišljamo, ne, ker vemo, da res lahko vpliva na vse. In pri številnih težavah, ki bolniki navajajo, vedno kontroliramo tudi ta TSH, ne, to je ščitnica stimulirajoč hormon, ki ga izločajo naši možgani, da vpliva na ščitnico. Drugače, no, pa če tako samo povem, kaj pravzaprav ščitnica dela, ne. Ščitnica izloča dva hormona, T4 in T3, ki sta zelo pomembna pri presnovi celic v celem telesu. In seveda v tem organu lahko prihaja do različnih težav, ali se teh hormonov producira premalo, ali se jih producira preveč. Takrat recimo, če se jih producira premalo, govorimo o hipotiroidizmu, torej premalo delujoči ščitnici. Če se jih producira preveč, govorimo o hipertiroidizmu, preveč hormonov, ne, se izloča. Potem ta ščitnica lahko tudi naraste, se poveča iz raznih razlogov, postane taka velika in stiska naš sapnik in ljudje začnejo težko dihati, celo lahko, težko požirati. Potem ta ščitnica se seveda lahko vname in to tudi najpogostejša bolezen ščitnice je ta avtoimuni tiroiditis, avtoimuno vnetje ščitnice, se bomo potem mogoče o vsaki bolezni malo povedale. In pa seveda ščitnica, kot vsi ostali organi, se tudi le-ta na žalost lahko rakasto spremeni. Tako da imamo kar en celi kup bolezni, ki se pojavljajo, pa še pozabila sem, v ščitnici se nam lahko pojavijo tudi taki vozlički, noduli jim pravimo, ki so včasih lahko čisto nepomembni, včasih se pa tudi lahko potem še spremenijo v kake rakaste bolezni. Tako da res en kup bolezni se dogaja tu lahko na našem vratu. No, praviš, da se lahko pojavijo vozlički, ne, to je potem že alarm za... Ja, vedno, kadar opazimo kakršnekoli vozličke v ščitnici, je res potrebno opredeliti, ali so takšni, ki bi lahko postali potencialno nevarni, ali so takšni, ki nas ne rabijo preveč skrbeti, jih samo spremljamo. Tako da, ampak moram reči, vseeno je teh vozličkov relativno malo glede na odstotek drugih bolezni, ne. Recimo zanimivo je to, največjih vnetjah ščitnice, tega avtoimunega, ki ga je kar pri 5% vse populacije. Zanimivo je, da se praviloma pogosteje pojavlja pri ženskah, bistveno pogosteje kot pri moških, tam nekje med 20 in 50 letom. In v bistvu gre za to, da telesu lastne imune celice napadajo ščitnico in povzročijo vnetje.
Zato, ker je to avtoimuna bolezen, jo imajo tudi pogosteje taki ljudje, ki že imajo ali sami kakšno drugo avtoimuno bolezen ali imajo v družini kakšno takšno bolezen. Se pa praviloma ta bolezen tako začne z eno nelagodjem, bolečino, občutkom trdega vratu, trdega na dotik trdega boleče ščitnice. Pri takih bolnikih kar hitro praviloma najdemo tisto akutno vneto ščitnico. Če pa ljudje to nekako prebolijo, pa ne pridejo nič kaj pojamrati, pa dostikrat kasneje, šele čez nekaj časa opazimo, da začne ščitnica kot posledica tega vnetja ali preveč ali pa premalo delati, ne. Tako da tega vnetja je največ. Potem druga najpogostejša bolezen je pa hipotiroidizem, ko je izločanja teh hormonov premalo, ko je T3 in T4 hormona premalo in mi to zmerimo v krvi, s tem, ko je tega drugega hormona, ki ga, potem ko se ga tu hormonu producira premalo, začnejo naši možgani pošiljati en hormon, da bi vzbudil ščitnico k produkciji več tega. In temu se reče ta TSH, znameniti TSH, ki ga redno ali pa zelo pogosto kontroliramo v laboratorijih našim bolnikom. In tega hipotiroidizma je tudi nekje 2% v celotni populaciji, ne. To se mi zdi tudi kar visoka številka. Potem pa je ta hipertiroidizem, je pa kadar dela ščitnica preveč, ne, takrat se pa tega hormona sprošča T3 in T4 preveč. Tistega hormona z možganov pa je manj, zato ker hočejo možgani zavreti produkcijo. Takega pa nekje 1% populacije. In tako da so to kar pogoste bolezni, no. Predlagam, da greva na nek način od začetka, ne, Ja. da bomo bolje razumeli laiki. Torej, ščitnica sama od sebe ne zboli, se okuži ali kako? Oziroma, zakaj pravzaprav torej se vname ali karkoli? Ščitnica je pač en organ, ki izloča hormone, in vsi naši organi v telesu, ki producirajo hormone, so nekako uravnavani v neki osi vedno preko naših možganov. In pravzaprav so vsi hormoni med sabo v telesu na nek način povezani. Ko je nekje enih preveč, je mogoče drugih premalo in ne, tako. Tako da pri ščitnici prav tako pride do ene motnje v izločanju. Povzročajo največkrat, lahko povzroči kakšno vnetje, ki spremeni tkivo, potem lahko tudi kakšna zdravila spremenijo, ne. Recimo kaka psihiatrična zdravila, pa zdravila za srce, lahko včasih to spremenijo. Potem kakšno sevanje, potem kako pomanjkanje joda, ne. Tu v Prekmurju je bilo pred leti, ko se še ni uporabljala jodirana sol, ogromno golše zaradi tega. Potem so lahko, predvsem to so najpogostejši razlogi za take stvari. Neka taka zunanja stvar se v telesu zgodi, ki pripelje do tega, da ščitnica začne nepravilno delati. In če potem začne ščitnica nepravilno delati, nepravilno izloča hormone. Če jih izloča preveč, to ljudje čutijo praviloma tako, da so taki nervozni, napeti, kar znojijo se, vroče jim je, ko drugi hodijo v puhovkah, zunaj so oni v kratkih rokavih. Slabo spijo, ne morejo se skoncentrirati. So taki, shujšajo, kar sicer ogromno jejo, ampak kar hujšajo, kar nič se jim kile ne poznajo. So taki napeti, nespeči, vedno utrujeni. Tako zanimivo, recimo imajo tako, dobijo, povečajo se jim zrkla in tako izstopijo jim oči, imajo take napete oči. No, in taka stanja so lahko včasih prav huda, celo eno stanje obstaja, kjer lahko pride, je smrtno nevarno, reče se tireotoksična kriza oziroma vihar, kjer pride do takega hudega povišanja teh hormonov, da lahko pacient celo umre. No, in take bolnike potem zdravimo z zdravili. Če se mogoče kar že ob vsakem povemo, kako zdravimo, ne. Pri teh tireotoksičnih, ko je hormonov preveč, damo zdravila, ki zavirajo produkcijo hormonov, reče se jim tirostatiki. Dajmo ena zdravila, ki malo zmanjšajo te simptome, to tresenje, nervozo, razbijanje srca, visok tlak malo znižajo. Potem eno tako zdravljenje, ki dostikrat pacienti o njem sprašujejo, je radioaktivni jod. Pacienti spijejo radioaktivni jod in to požge in uniči celice ščitnice in se seveda s tem popolnoma ustavi izločanje kakršnihkoli hormonov, no, praviloma, ampak je to kot eno zdravljenje take hudega pretiranega izločanja. Včasih pa potrebna celo operacija, treba odstraniti ali del ali pa celo ščitnico.
če drugo nič več ne pomaga. Ne? To je, kadar se hormona izloča preveč. Če se hormona izloča premalo, pa imajo ljudje ponavadi take čist kontra težave. To so taki ljudje, ki so zopet utrujeni, tako tekajo ponavadi okrog oči, tudi v roke, imajo tako suho kožo, suhe lase, lase jim izpadajo, nohti se jim lomijo. So taki brez energije, taki čist, ko res strašno slabo se počutijo, nima nobenega libida, ne morejo se isto tako ne zbrati, non-stop jih zebe, ponavadi se kar redijo, kile se jim kar nabirajo. Imajo ponavadi take nizke pulze, take malo višje pritiske, ampak taki čist po 40-50 imajo pulza. Taki zelo utrujeni, delujejo depresivno, ne, zato lahko to celo zamenjamo s kakim depresivnim stanjem. In pri takih bolnikih pa jim kot zdravilo dajemo v bistvu zdravila, ki so kot eni nadomestki teh hormonov, ki bi se morali izločati. In vedno to začnemo z malo nižjimi dozami in potem dozo prilagajamo glede na izvid, ko pač sproti to kontroliramo. In se to da zelo lepo in krasno nekako takega pacienta voditi. Potem mogoče golša, ne, je ena taka bolezen, ki je bila res v teh krajih včasih kar pogosta zaradi pomanjkanja joda. Odkar pa sol jodiramo, ne, in res na tem mestu bi pozvali najine gledalce, da res kupujejo morsko jodirano sol. Zdaj so postale kar popularne te razne, ne vem, himalajske soli, pa adžišijo, pa ne vem kaj vse, ne, ki vsebujejo joda in se ponekod golšavost kar pojavlja že nazaj. Tako da je fajn jesti jodirano sol, pa kako morsko hrano seveda, ne, kake take stvari. No, pri golši pa se tkivo močno poveča. In če si predstavljate, da imamo tu en taki mali obroček, ki se naenkrat poveča, začne stiskati naš sapnik, požiralnik in pacienti več ne morejo recimo prav požreti hrane. Če se recimo vleže in jim to stisne sapnik, malo težje dihajo. Tako da taki bolniki praviloma tudi potrebujejo ali radioaktivni jod, da se to nekako uniči ščitnično tkivo, ali pa operativni poseg. Potem so ti vozlički, ki jih običajno pogledamo takrat, ko naredimo ultrazvok ščitnice, vidimo take razne vozličke, ali so to kaki trdi vozlički, ali so to kake ciste, karkoli. In to se potem je potrebno z enim posebnim slikanjem ugotoviti, ali so potencialno nevarni ali niso. In se potem, če so potencialno nevarni, se seveda morajo odstraniti, če niso, se jih pusti in se jih spremlja. Potem je pa tu še seveda rak ščitnice. Zdaj, rak ščitnice je pa bolezen, ki seveda maligna bolezen kot vse ostale, vendar je ena od malignih bolezni, ki je pravzaprav ena najboljše ozdravljivih rakov. Seveda je tudi tu pomembno, da se odkrije dovolj hitro, ampak praviloma je ta rak popolnoma ozdravljiv in ti bolniki pač seveda ščitnico odstranijo, tudi opravijo neko onkološko zdravljenje, ampak večinoma kasneje nimajo težav. So zdravi in živijo normalno dolgo, pričakovano življenjsko dobo, tudi kot da ne bi imeli raka. No. Kako pa lahko vplivamo torej na to, da ne zbolimo na ščitnici? Ja, pomembno je, da uživamo jod. To je ena od takih nekih splošnih priporočil. Izkazalo se je recimo, da določena hrana, sploh recimo se je to izkazalo pri veganih, ki so uživali ponekod ogromno soje. Tam so ugotovili, da pač neke snovi v soji močno zmanjšajo absorpcijo joda v našem telesu in to lahko pripelje do kakšne bolezni ščitnice. Potem ne smemo se izpostavljati kakšnemu sevanju, ne. Zdaj, vsi bolniki, ki so bili na kakem posebnem slikanju, se spomnijo, da so dobili okrog vratu eno tako zaščito, ne, ker rentgensko sevanje, radioaktivno sevanje lahko sproži bolezen ščitnice. Na naše gene praviloma vplivati ne moremo, ne, tako da to nam nič ne pomaga. Tako da nekega glih, tako da bi lahko sami uravnavali bolezen ščitnice, na žalost ni možno. Si moramo kar pomagati s hormoni. To pomeni prvi korak, ko pride nekdo, ki pač pomisli oziroma pomislite vi kot zdravnica na to, da bi lahko prišlo za ščitnico, ja, da ga pošljete v laboratorij. Torej. Najprej naredimo pregled krvi in tam pogledamo hormon TSH in potem vidimo, ali je visok, ali je nizek, ali je normalen. Če nam je res še vse zelo sumljivo,
če se nam zdi, da je ščitnica zelo velika ali pa da zatipamo kaj v ščitnici, potem bolnika pošljemo še na ultrazvok vratu ali pa ga pošljemo k tirologu, ki to naredi. In potem, glede na ultrazvok se potem odločamo naprej, ali potrebuje specialista ali potrebuje kakšno drugačno zdravljenje. Tako da prva preiskava je vedno krvna in tudi spremljanje zdravljenja vedno preko dajanja vzorcev krvi. Se tudi s tipanjem na tip? Dostikrat se celo vidi, dostikrat opazimo, recimo pride pacientka ponavadi in gledaš vrat in prav vidiš, da je ta spodnji del, ker ščitnica je tukaj nekje, čist spodaj, da je tako malo mogoče debelejši ali pa da na eni strani večji kot na drugi. In pri bolnikih se da prav lepo, pogosto ali pa večinoma se prav lepo ščitnica zatipa in dostikrat že kar hitro postavimo sum. Boli tudi, recimo? Boli, kadar je vneta, kadar gre za tisto vnetje, največkrat avtoimuno, takrat zelo boli. Takrat bolniki prav jamrajo, da imajo taki trdi vrat, bolečo ščitnico, težko nekako, ko požerejo dol jih zaboli v tem delu in počutijo se slabo. Včasih imajo celo kako mrzlico, malo vročine, so taki utrujeni, nervozni, slabo razpoloženi. Je to morda bolečina, ki je podobna angini ali kakšnemu? Ne, pri angini nas bolj boli znotraj žrela, Tu pa je prav boleč vrat. Praviloma pridejo bolniki in rečejo, da jih bolijo žile, ker nekako ljudje so prepričani, da so tu žile in da te žile bolijo, pa čeprav so tudi samo bolj mišice, pa ščitnica. Največkrat na vratu res bolijo mišice, ampak res pa lahko boli tudi ščitnica, žile nikoli ne bolijo, Tako da, ampak največkrat pridejo ljudje z neko, da jih žile na vratu bolijo, Jih to najbolj skrbi. In potem to vnetje, moram reči, na začetku kar tako malo, lahko dolgo časa zdravi, z enimi kar močnimi zdravili, tako da ni najbolj prijetno, ampak ko se pa enkrat pač nekako ustali, pa se potem stvari čisto lepo izboljšajo. In bolniki s temi boleznimi živijo celo življenje. Te bolezni se praviloma ne pozdravijo nikoli v življenju, so kronične, se samo mogoče malo zazdravijo ali pa so stabilne, ampak z zdravili, Ampak se mi zdi, da se da s tem že skoraj da čisto normalno živeti. Je pa res, da bolniki, pa bom rekla bolj bolnice, sploh v malo starejšem obdobju, tam po menopavzi, pa opažamo, da imajo ti bolniki mogoče nekoliko več zdravstvenih težav, ampak takih neoprijemljivih, Ne nekih bolezni konkretnih, ampak tak, slabega počutja, bolečin, težav z očmi, nervoze, nespečnosti, omotic, vrtoglavic, razpoloženjskih motenj. Imajo, kar opažam, kar precej ali pa kar več kot ostala populacija. Morda še o teh golšah, Kaj pravzaprav se to zgodi? Kaj to oteče oziroma kaj je v tej golši? Ja, nič ne oteče, se pa močno namnožijo celice ščitnice, ti gradbeni elementi ščitnice. Naenkrat je teh opekic več, kot jih je običajno, se kar namnožijo. In je potem seveda lahko zelo velika. Zdaj tega vidimo manj, ampak ne vem, recimo 100 let nazaj je bilo to kar endemsko področje in so bili ljudje z ogromnimi, to so bile take golše, ki so tehtale nekaj kilogramov, ogromni organi, ki so jih imeli tu okrog. In so jih res fejst motili, takrat tega še niso znali operirati in so ljudje zaradi golše celo umirali, ker so se zadušili, Danes to seveda več ni tak, ampak ja, je bila kar tečna stvar, Ampak potem, ko je prišel jod, ko so začeli jodirati sol in ko smo začeli uporabljati ne več kamene soli, ampak morsko sol, se je to kar po celem svetu popolnoma, ne bom rekla izginilo, ampak je res tega vedno manj. Koliko pa se lahko deduje bolezen ščitnice? Oziroma nekje... Ni sicer čisto direktno gensko pogojena, je pa res, da v nekaterih družinah se pojavlja več. To sicer bolj razlagajo s tem, da so nekatere družine bolj nagnjene k temu avtoimunemu dogajanju, kjer se lastno telo dela škodo samemu sebi in ti bolniki večkrat zbolevajo s temi vnetji in posledičnimi težavami. Ampak je pa res, da kar opažamo, da recimo je imela mama, pa babica, pa ima zdaj hčera že težave, da se kar nekako to prenaša res naprej. Rekli ste, da seveda se operativno lahko te golše odstranijo. Kaj pravzaprav odstrani kirurg?
Kirurg odstrani praviloma celotno ščitnico. Ja, včasih tudi samo del. Recimo sploh, če je kakšna taka stvar, kaki tisti vozliček noter, se lahko odstrani samo del. Recimo pri neki golši ali pa pri neki hipertirozi se praviloma odstranjuje celotna ščitnica. Je pa to kar, moram reči, kar taka zahtevna operacija za operaterja, ker se, veste, tu na vratu imamo najpomembnejše strukture za glavo, žile, živce, ki so zelo, zelo skupaj, kako bi rekla, skupaj ležijo, no. In kirurg mora tu not priti med njimi, se zrivati do ščitnice, da jo odstrani, tako da je poseg lahko nosi kar nekaj rizikov, ne. Lahko ostanemo trajno brez glasu, recimo, pa lahko imamo kakšne težave z srcem pozneje, z ritmom srca, pa kakšne take, no, pač težave se lahko pojavljajo, čeprav moram reči, hvala Bogu, je to redko, ker so res dobri operaterji, no. Tako da se pogostokrat raje poslužijo kolegi, specialisti tega radioaktivnega joda, ker tam se uniči samo tkivo ščitnice, ne vpliva na druge stvari, ne. Ampak je nekako ljudi kar strah tega radioaktivnega, ne, čeprav ni potrebno neke posebne previdnosti. Takrat, ko so na tem zdravljenju, se seveda jim odsvetuje, da se družijo, ne vem, z nosečnicami, pa z otroki, pa s tem nekaj časa. Tudi morajo paziti, kak urin je treba odstranjevati na poseben način. Ampak pozneje pa več niso radioaktivni, ne sevajo, ne, ker to jih skrbi. Tako da je to tudi kar en taki, kar v redu poseg, no. Kako pa potem živijo ljudje, ki se jim ščitnica odstrani? Ti ljudje so doživljenjsko odvisni od dodajanja tega hormona. Morajo ta hormon, isto kot pri tistih, ki se jim premalo izloča, ga pač morajo dobivati v neki določeni dozi, da se vzdržuje ena koncentracija tega. Tako da je to dosti lažje, kot tisto, kadar jim se tega izloča dosti preveč, ne. Tisto je dosti težje nekako zbiti na neke nizke ravni, ne. Tako da je potem največkrat se odločijo vseeno specialisti, da naredijo ta poseg, ali radioaktivni jod ali operacijo, ker je to za bolnika enostavnejše in tudi za njegovo življenje, pa za njegovo zdravje nasploh bolj varno. Kako pa bi si lahko recimo sami pomagali, no, torej, da ne bi zboleli? Pač sol torej z jodom, ne, to je verjetno Jesti je treba na to lahko vplivamo, da jemo jodirano sol, drugače vse ostalo pa pravzaprav nimamo kaj, ne. Izogibati se moramo nekemu sevanju, ampak za to praviloma poskrbijo profesionalci, če gre za take stvari. Če smo slučajno priča, ne vem, atomske eksplozije, ne, bomo verjetno vsi zboleli ščitnico, zato tudi, veste, tiste tablete joda, ki jih je treba takrat dati, veste, ko se delijo, ne, ob katastrofi, kake take bi bilo treba in se delijo med ljudstvo, glih zaradi tega, da ne bi bilo teh težav s ščitnico preveč. Mi na to na žalost ne moremo vplivati, se mi pa zdi, da pa je fajn, da pa bolniki, ki pa to imajo, ta zdravila redno jemljejo na pravi način. Največ je pač jemanje teh zdravil, ki so nadomestki hormonov, in mogoče morava povedati, da je res pomembno, da se to zdravilo vzame zjutraj, na tehče, pol ure pred vsemi ostalimi zdravili, da se praviloma naj ne bi rezalo na pol, da se pač morajo doze tako prilagoditi, da se jemljejo cele tabletke. In da si pač hodijo redno, pač zdravniki potem povejo, kako pogosto morajo hoditi na kontrole, da se nivoji tega hormona spremljajo. Mogoče bi še povedala tako kot zanimivost, da dostikrat se bolniki začudijo, ko pridejo z neko tako psihično težavo, ne, da so taki brezvoljni, v bistvu na nek način depresivni, tesnobni. Pa mi vedno rečemo, bomo najprej laboratorij pogledali, pa bomo potem mogoče dali zdravilo. Pa me včasih kdo vpraša, zakaj za laboratorij, ne. Vsi pomislijo bolj na neko slabokrvnost, ampak vedno nas zanima ščitnica, prav zaradi tega, ker bolezni ščitnice pogosto delajo popolnoma enake težave, kot jih imajo bolniki z neko boleznijo ščitnice. Tako da včasih najdemo potem samo, da gre za bolezen ščitnice, pozdravimo to in bolnik naenkrat mu tiste psihične težave zginejo, no. Zakaj pa se imenuje ščitnica? Ščiti kaj? Zakaj se imenuje ščitnica, pravzaprav res ne vem. To pa res ne vem, zakaj, ne. Ščiti definitivno tu ta predel, ki je pomemben, ne, imamo sapnik, s katerim dihamo, pa zraven požiralnik, ne, ki so tu relativno kar fajn naplani, ne, mislim, hitro
jo lahko prerežeš, ne? Ampak dobro, no. Ščitnica glih ne pokriva celega vrtu, samo ta spodnji del, ne. Zakaj se mu reče ščitnica, res ne vem, ne. Je pa res, da vpliva na celo telo, ščiti telo, ne, ja. Ja, zanimivo, mislim, res taka mala stvarca, ne, recimo seveda pred pogovorom sem si prebrala, ne, malo in skoraj ne moreš verjeti, ne. Na kaj vse vpliva, ne? Kako ta mali metuljček, ne, Vpliva na vse, ne. No, kako je veliko to recimo, da si bomo lažje predstavljali? Ne, tu je en čist mali traček, potem pa na vsako stran je to mogoče tako veliko kot ena, kaj bi rekli temu, ena sliva ali pa ena velika češnja, tista trda, ta sladka. Dva taka gomoljčka na vsaki strani imamo tu, ne, če imamo normalno veliko, drugače se pa lahko pač poveča. In zanimivo je, ne, da vpliva na živce, na mišice, na kosti, na srce, na ledvice, na prebavila, na ledvice, sem že rekla, mehur, spolne organe. Recimo, zanimivo je, ščitnica povzroča tudi neplodnost, težave z menstruacijami pri ženskah. Če otroci, če imajo recimo premalo tega hormona, se njihovi možgani ne razvijajo pravilno, niso umsko dovolj razviti, ne. Teda res je izjemno pomemben organ. To pomeni, da tudi otroci torej že lahko zbolevajo? Ja, tudi otroci že lahko zbolijo, celo že kot novorojenčki se lahko narodijo z eno težavo, ko imajo premalo tega ščitničnega hormona, in to potem povzroča, da se umsko, miselno zelo slabo razvijajo, če mi tega seveda pravi čas ne opazimo. Zato mislim, da se tudi že v porodnišnici, če se ne motim, ali pa vsaj zgodaj v prvih mesecih, da se že kontrolira ščitnica pri otrocih. Tako da. Te vozle, ne, morebitne, si lahko sami natipamo tudi že? Nekateri časi, če so res veliki, si jih, sploh če so to take velike ciste, ki naenkrat se kar napihnejo na eni strani vratu, ne, in se ljudje strašno seveda prestrašijo. Mi že samo damo sondo ultrazvoka gor, pa takoj vidimo, da gre za neko cisto v ščitnici. In te ciste včasih se celo praznijo, jih celo, mislim, ne punktiramo jih mi, no, jih punktirajo ti urologi, da enostavno spraznijo tisto stvar, ki je noter v tisti cisti znotraj, ne. Ker to so po navadi tako eni žele vlečeš ven, ne. Če pa so seveda kakšni drugačni, kakšni tumorski, tisto je pa malo drugače, ampak tisti po navadi niso tako veliki. Ja, paziti bo treba nase, ne? Oziroma je treba pravi čas oditi, ne, k zdravniku najbrž, ne? Tako. In mogoče, če kdo še ni imel to pogledano, pa ima kakšne take težave, ne, kot smo rekli, se večinoma zdravniki to itak kontrolira, ampak če mogoče res slučajno še ni imel, lahko včasih tudi malo spomni svojega zdravnika, da se tudi ščitnica lahko malo pogleda, ja. No, pri vas ja, ne, običajno. Bomo še malo ščitnico pogledali, ne? Ja. Pa ja, res je, ja. Še morda kakšen nasvet za konec, glede na to, da nas čakajo sedaj toplejši dnevi, ne? Pomlad prihaja, morda kakšne... prihaja. Moram reči, no, da kljub temu, da prihaja pomlad in je bila zdaj malo zatišje raznih viroz, se te ponovno vračajo, čeprav zdaj je kar nekaj teh črevesnih viroz, drisk, bruhanja, tega malo več, se je treba malo paziti, ne. Pa tako kot eno staro domače pravilo, ne smemo se prehitro sleči, ne smemo takoj v kratke rokave in v kratke oblekce, kljub temu, da bo temperature, upam, da malo narasle v prihodnjih tednih, da je treba še nekaj časa malenkost biti bolj toplo oblečeno, da naša imunost ima čas, da se prilagodi novim razmeram. Ja. In temperaturam. Samo da se še malenkost vrnem na ščitnico. Prebrala sem tudi, da vpliva torej lahko na drisko ali na zaprtje prav tako, ne? Torej je res za vse lahko vzrok. Zdaj, če gremo čisto tako po vrsti, še enkrat samo da ponovimo, ne. Recimo zdaj smo pri prebavilih, driske, zaprtja, potem pri mišicah, lahko dela krče v mišicah, tako oslabelost mišic, ljudje včasih, ampak to so res huda stanja, ko ne more enostavno stopiti več na noge, ko ne more ničesar v roki držati. Non-stop imajo krče, po noči in po dnevi v mišicah. Potem osteoporoza, zgodnja osteoporoza, pri ženskah pri 45 letih so, kot da so stare 70 let, imajo take porozne kosti. Potem živčevje,
taki ljudje recimo imajo lahko težave, da kaki del, da imajo včasih po koži take neke pekoče, čudne občutke, neko marolinčenja, take neke nepojasnjene stvari. Potem recimo na oči, od tega, da recimo, da se zrkla povečajo, pa so lahko take izbuljene oči, do tega, da lahko pride do enega vnetja teh mišic očesnih in ljudje dejansko težko premikajo oči. In izgledajo, kot da so taki, veste, taki leni, taki neki zaspani, ker sploh ne morejo prav premikati se. Potem na te psihične stvari, nezmožnost koncentracije, nespečnost, depresivno razpoloženje, ni jim za nič, komaj se zjutraj s postelje spravijo, do tega, da so taki agresivni, agitirani, samo se kregajo, razburjajo, ne. Potem znojijo se lahko močno. Ali pa nič. Eni se grozno zaredijo, kile se kar nalagajo, ne, pa ne vejo od kod, ne. Ali pa kar hujšajo, pa ne vejo od kod. Eni se grozno znojijo, sva že rekla, no. Enim strašno srce razbija, to so tako hudo razbijanje srca, non-stop neka nervoza, da imajo občutek, da bo kar jim srce izskočilo s prsnega koša. Enim tako počasi bije, da komaj se premaknejo, ne. Tako da res toliko enih stvari se dogaja, ne. Tako da je res vedno treba to pozorno kot zdravnik poslušati, no, ker se mi zdi, da vsakič, ko pacient nekaj pove, vedno še tam zraven še, veste, tisto, ko imamo mi v glavah neko diagnoze, ki bi bile možne, vedno še neke ščitnice zraven, ne. Zato jo tudi kar pogosto kontroliramo, zato ker včasih nas res prav preseneti, kakšne težave vse posamezniku delali in kako se posameznik počuti recimo 3 mesece potem, ko mu to začnemo zdraviti. Mi pogosto rečejo kakšne gospe, ki se včasih leta s kako tako stvarjo ukvarjajo, ne pridejo k zdravniku, ker mogoče ni glih tako strašno huda, ampak potem, ko pa končno to najdemo in začnemo zdraviti, pridejo pa rečejo, jaz sem se prerodila, ne, jaz po nekaj letih zopet normalno živim. Tako da se res to splača včasih pogledati. No, ste rekli, da ženske obolevajo na ščitnice. Ženske 5 do 8-krat pogosteje kot moški, tako da moški kar pomembno manj. Moram pa reči, da tisti moji moški pacienti, pa kadar so zboleli, pa so bolj konkretno zboleli, so to res, mogoče zato, ker tudi ne pridejo, no, zaradi tega, ali pa, ampak tisti, ki pa so, pa imajo ponavadi izjemno iztirjene te hormonske statuse. Ženske mogoče tudi prej pridejo, prej povejo takšne težave, no. Ampak ženske je neprimerno več. Imate tudi sicer več žensk pacientk kot moških? Že statistično je žensk nekoliko več, ne, na svetu, tako da verjetno malenkost več, ampak v bistvu bom kar pol, no, tako moram reči, sem skoraj na polovici. Alenka, hvala lepa za danes. vam. Ja, veliko smo zopet zvedeli, ne, bomo vsi skupaj malo bolj pozorni na te stvari, ne. Saj pravim, ne, vsaj jaz, ne, recimo redko na ščitnico pomislim, ne, ampak je že prav. Tako da hvala lepa, se vidimo Hvala. 3. ponedeljek v mesecu maju. To. Srečno! Hvala lepa. Tako, hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci, gotovo ste slišali veliko zanimivega in boste morda malo razmišljali tudi o delovanju ščitnice. Veliko zdravja vam želiva in srečno do prihodnjič.